Hej, en lep pozdravček na tole ponedeljkovo jutro. Kako ste kaj? Če ste, če se čudno počutite, če ste zalepljeni, če se vam nič ne da, če ste depresivni, vam najprej predlagam, da se vprašate, komu to pripada. In pogledate, kaj se bo s tem naredilo, s tem občutkom. Sam prisotni bodite s tem občutkom, karkoli zdajle zaznavate. Kakorkoli se počutite. Vidite, se že spreminja. To, če se zadeva olajša, to pomeni, da ni vaše in samo zavestno pošljite, od koder je prišlo. In še enkrat rečemo, komu to pripada. In še enkrat zavestno pošiljam, od koder je prišlo. Torej zaznavamo vse tiste, ki so pač danes slabe volje, ker morajo iti v službo, pač že so v nekih projekcijah, pričakovanjih, imajo neke zaključke, kaj se bo ta teden dogajalo, kaj bojo, kaj ne bojo, kaj se bo v službi dogajalo, koliko se jim ne da iti v službo in tako naprej, ne. Tako da bodite, imejte zavedanje tega, in se res vprašajte, ne iti v zaključek, da je to vaše, ampak enostavno se vprašajte, komu to pripada. Najprej smo energijska bitja, ki zaznavamo vse misli, občutke, čustva, senzacije v telesih, ki jih imajo drugi ljudje. To so lahko ljudje okrog nas, v neposredni bližini, lahko so pa ljudje na drugi strani planeta. Tako, ne iščemo odgovore tukaj, dejansko se sam s tem vprašanjem znebimo tega, kar pač zaznavamo. In lahko tudi rečete, če mogoče na podlagi tega vprašanja, tako, če ne bojo stvari šle stran, lahko tudi rečete, okej, kakšno kreacijo te energije uporabljam, da potrjujem resničnosti drugih ljudi. In vas bom kar jaz zdajle vprašala, vzemite katerokoli od svojih energij, karkoli zdajle zaznavate, kakšno kreacijo tega uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi. In vse, kar je to, ste pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right around gute med, potem pa online shorts, boys and beyonds. Še enkrat, kakšno kreacijo te energije uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi. In vse, kar je to, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. In vi sam rečete, če ste pripravljeni, samo rečete ja, oziroma v glavi mislite ja, in gremo s to čistilno izjavo, počistimo vse to, dejansko, kar počnete, da potrjujete resničnosti drugih ljudi s to energijo, ki jo ste vzeli za svojo. In vse, kar je to, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right around gute med, potem pa online shorts, boys and beyonds. In dejansko s tem vprašanjem lahko to vprašanje, lahko si, komu to pripada, si lahko uporabljate za vsako svojo misel, občutek, čustvo, senzacijo v telesu, bolečino v telesu. Lahko to uporabljate, recimo, če bi to uporabljali 3 dni zaporedoma, za vsako, res za vse, kar zaznavate, mislite, bi videli, da ni nič vaše, da ste vi postali hodeča, govoreča meditacija. Dejansko 99,99% vsega tega, kar zaznavamo, ni naše. In druga stvar je pa to drugo vprašanje, ki sem ga zdajle rekla, oziroma čistilni proces, kakšno kreacijo te energije uporabljam, da potrjujem resničnosti drugih ljudi. To, če si boste ponavljali to, si boste spet skreirali, spet nek prostor, neki dejansko prišli boste v svojo energijo, to, kar resnično ste vi. No, namen današnjega videa pa to, da vam dam eno orodje, in sicer smo rekli, da naše telo, pač kako začnemo pravzaprav komunicirati s svojim telesom, da začnemo svoje telo spraševati glede vsega, kar se ga tiče. In najprej pač ga vsako jutro lahko, pač poleg tega, da se zahvalimo telesu, pač da je z nami, da nas prenaša, da vse, kar smo mu počeli do zdaj,
in vse posod, ker smo mu izsiljevali svoje poglede in tako naprej, pač če nam lahko oprosti, in se mu zahvalimo, pač, da je skozi nami, da je naše zemeljsko vozilo, potem običajno, vsako jutro začnemo s tem, da običajno vprašamo telo, ok, telo, kaj želiš jesti, in začnemo na tak način, začnite spraševati svoje telo, kaj želi jesti, ker namreč vaše telo ima svoje poglede o tem, kaj si želi jesti, medtem ko imamo mi bitje, ki je v tem telesu, imamo pa čist neke svoje poglede, in zdaj imamo prvo, recimo, če pogledamo zajtrk, torej ste pripravljeni vse poglede, vse izračune, sodbe, zaključke, projekcije, pričakovanja, odločitve, ki jih imate glede zajtrka, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. Vse posod, kjer ste kupili neke poglede, kjer ste nasedli nekim pogledom, da je zajtrk najpomembnejši obrok, kaj morate za zajtrk jesti in tako naprej, kako mora biti zajtrk sestavljen, koliko kalorij mora imeti in tako naprej, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. In ko boste začeli svoje telo spraševati, ok, telo, kaj želiš jesti, bojo včasih, in tukaj je pomembno, da ne greste v iskanje odgovora, ampak samo sprašujete po zavedanju, po zavedanju, po informaciji, ki vam jo bo dalo vaše telo. Torej smo rekli, naše telo ima večjo zavest od nas samih, boljše ve za sebe, kaj si želi, kot mi bitja, ki prebiva v tem telesu, in začeli boste zaznavati razne stvari. Zdaj te informacije bodo lahko prišle v obliki, ali bo to pač neka misel, lahko se bo vam nek okus v ustih pojavil, lahko na različne načine, za vsakega od nas je to različno, tudi vsakič, ko te vprašamo, je to lahko različno, in ko boste začeli jesti to, kar vaše telo si želi, bo ta hrana res fantastičnega, orgazmičnega okusa. In včasih bo recimo zjutraj, meni je zanimiv zjutraj, zato ker imamo toliko enih pogledov, kaj moramo zjutraj jesti, oziroma da moramo jesti, včasih boste, mislim, jaz zdaj iz svojih izkušenj govorim, bo čokolada, bo sladoled, bo kremšnita, telo ve, kaj imate v hladilniku, in dajte telesu to, ne biti v nekih zaključkih, zjutraj pa ne smem čokolade jesti, ali pa zjutraj pa ne smem sladoleda, ali pa ne smem kremšnite. Dajte telesu tisto, kar si želi. Tukaj smo zato, da je naše telo srečno, in bolj srečno, ko bo naše telo dejansko bolj bo vam prispevalo pri generiranju, pri ustvarjanju vašega celotnega življenja. In tukaj, mislim, in tako pol čez cel dan sprašujete, torej lahko bo tudi včasih, mislim, še posebej, če imate nek pogled, recimo moj pogled je bil skozi, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, zajtrk je kralj obrokov in tako naprej, da če zajtrka ne pojem, da potem sem cel dan cela čudna, in dejansko sem videla, da včasih moje telo zjutraj pač ne želi jesti, ampak želi zgolj nekaj popiti, tako da ko gremo vseh teh zaključkov, dejansko začnemo videti, da naše telo ima čisto drugačne poglede, in ko začnemo upoštevati te poglede, ki jih ima naše telo, postane naše telo veliko bolj srečno. In še eno stvar bi mogoče tule tudi naslovila, ker mi velikokrat, mislim, zdaj zelo imamo tak način življenja, da zelo veliko sedimo, zelo veliko smo za računalniki, televizijami, tako pač sedečem položaju, bolj kot ne, in naše telo pa ima rado gibanje, in zdaj velikokrat, recimo, ko nam da telo informacijo o tem, da se želi premakniti, ko sedimo, mi gremo takoj v zaključek, nekaj moram jesti, gremo takoj v hladilnik, in dejansko to je tudi en trik našega telesa, da dejansko nas privzdigne in da se premaknemo, da se nekako pretegnemo, da naredimo par korakov gor dol, in zato tukaj, če boste imeli kakšne take vzgibe,
začnite telo spraševati tudi, ne tako iti v zaključek, aha, moram iti jesti, ne, ampak reči, ok, telo, a se želiš premakniti? Ali pol naslednja stvar je, naše telesa so več ali manj dehidrirana in mi spet gremo velikokrat kar v zaključek, aha, to je lakota, ne. Najprej priporočam, da vprašate svoje telo, ok, telo, a želiš kaj popiti? Telo si žejno. In velikokrat boste videli, da ni lakota, ampak je žeja, a ne, in ko boste popili neki, recimo en kozarec vode ali pa nečesa drugega, ne, bo ta občutek lakote izginil. Tako da, če bo pa seveda, če bo še pa naprej ta občutek lakote, a ne, potem pa pač naprej začnite spraševati, ok, telo, kaj si želiš jesti, a ne. In zdaj tukaj je en način, na katerega lahko to ugotovite. Jaz pač tega ne počnem, zato ker dosti dobro prepoznavam te signale svojega telesa, te informacije, ki mi jih daje, a ne. Ampak na začetku, če s tem šele začenjate, da boste vedeli res, kaj je pač tisti signal vašega telesa oziroma kaj je res tisto, kar si vaše telo želi jesti, a ne, oziroma popiti, a ne. Lahko naredite mišično testiranje, kako to izgleda, ne. Mislim, mogoče kdo od vas ve, mogoče, če pa ne, bom pa zdajle povedala. In sicer tako se pač stojimo, a ne, in damo stopala skupaj, potem pa damo pred svoj solarni pleksus nekaj, recimo, česar telo ne bi rada zaužilo, recimo telefon. Pa rečemo, ok, telo, si želiš to zaužiti? In potem se bo telo nagnalo ali nazaj ali pa naprej, ne. In ta odgovor, ponavadi se pač nagne nazaj, ampak preverite sami, mogoče bo za vas drugače. Je ne, ne. Potem pa damo pred solarni pleksus nekaj, kar si telo želi. Običajno je voda, premalo pijemo, a ne. In dajte en kozarec vode si tako pred solarni pleksus in vprašajte telo, ok, telo, si želiš piti? Bi tole zaužilo, bi vodo, ne? In boste videli, kam se bo vaše telo nagnilo, običajno naprej, ne? In to je ja. Če pa recimo, in isto lahko naredite s hrano, ne? Zdaj, če s tem šele začenjate, ne? Recimo, če se vam zdi nekaj, aha, da bi vaše telo zdaj to pojedlo, pa niste čisto prepričani, prvo najprej naredite ta test, o katerem sem pravkar govorila, potem pa dajte vzeti to hrano, pa samo tako reči, ok, telo, si želiš to zaužiti? In boste videli, če bo telo tako naredilo nazaj, je to pač ne, če naprej je ja. Lahko se bo pa včasih tudi tako nagnili na stran, pa rečete pa, ok, a zdaj ni pravi čas, a bi to kasneje, pa bo spet telo ali nazaj ali pa naprej, a ne. In na ta način začnete lahko ugotavljati, kaj je pač tisto, kar si vaše telo želi. In te stvari, ki si jih naše telo želi, so drugačne iz trenutka v trenutek, iz dneva v dan, ne biti v zaključkih, kaj ima vaše telo rado, kaj nima, ne, mi smo bolj v zaključkih, kaj mi bitje si želimo, oziroma kaj imamo radi in česa nimamo radi. In včasih mogoče ste opazili, da telo vaše, oziroma si zaželite neke hrane, ki niste že leta in leta jedli, ne, ali pa ki je že dolgo niste jedli, in kaj je to? Takrat telo si želi neke snovi iz te hrane, ne. In ko boste začeli poslušati svoje telo glede prehranjevanja, ne, boste videli, bo veliko lažje vam, mislim tako, lahkotnejše telo boste imeli, pa tudi to, recimo, če se vam spahuje ali če imate vetrove, to je znak, da pač nekaj jeste, kar vašemu telesu ne odgovarja. Tako da začnite to komunikacijo s svojim telesom na takšen način, ne. Evo, tole bi bilo za danes, eno tako orodje, in ne se tudi ne soditi, če vam ne bo šlo na začetku. Vsaka mišica, ki jo začnemo trenirati, potrebuje nekaj časa, da postane močna, postane krepka, a ne, in bolj, ko boste to uporabljali, bolj boste začeli prepoznavati te signale svojega telesa, ne, ali je to žeja, ali je zgolj neko gibanje, da si želi telo, če veliko sedimo, ne, ali je to resnično lakota, ne. Tukaj je še enih par stvari drugih zraven, a ne, ampak to mogoče kdaj drugič. Naj vam bo to ena taka, recimo, začetna točka, a ne, bi bila pa tudi vesela, če imate kakršnakoli vprašanja glede tega, oziroma ko boste začeli to prakticirati, ne,
da mi napišete tukaj spodaj komentarje ali pa v to skupino napišete svoje izkušnje s tem uporabo tega orodja, ne? Tako da imamo pač dejansko vam lahko pač prispevamo oziroma drugemu prispevamo pri tem, tudi mogoče kdo na različen, na drugačen način uporablja to, ne? Tako da lahko drugemu prispevamo oziroma začnemo z neko komunikacijo in ja, mogoče se tudi od drugega še kaj novega naučimo. Ok, en lep pozdravček vsem skupaj, en čudovit teden vam želim in kaj je zdaj še mogoče, kar prej ni bilo. Pa, živjo!